Lepo pozdravljam vsem tistim, ki nas spremljate v živo prek Facebooka, vsi tisti, ki nas spremljate preko Zooma. Uvodna razprava Heritage Hacka je namenjena ravno temu, da iščemo nove rešitve za izzive podeželja in nekdanjih industrijskih središč. To je ravno to, kar si prizadevamo tudi v okviru letošnjega Heritage Hacka, ki bo potekal od 7. do 9. maja. In zelo nas veseli, da ste se ga udeležili. Torej, kot sem rekel, Heritage Hack bo potekal od 7. do 9. maja. Torej, danes je najprej na vrsti razprava o vlogi kulturne dediščine pri ohranjanju in razvoju podeželja, nato pa sledi še hackathon v naslednjih 2 dnevih. Tako da lepo pozdravljam tudi tekmovalce na letošnjem hackathonu, ki so se nam tudi pridružili. No, najprej, preden začnemo z samim dogodkom, bi samo omenil, kdo nekako je pomagal dogodek organizirati in financirati. Torej, dogodek organiziramo v društvu Hitro 2020 in zavodu IDA20. Financira pa se skozi 2 evropska projekta. Prvi je Under the Loop Rural Youth Work, Erasmus Plus projekt, ki poteka v partnerstvu z partnerji iz Srbije in Hrvaške, ter Interreg projekt Slovenija-Avstrija, v okviru katerega pa sodelujemo kot pridruženi partnerji občine Idrija. Poleg tega pa dogodek podpirajo še v Zvezi slovenske podeželske mladine, ki se najlepše ob tem zahvaljujemo za podporo, seveda pa sam dogodek podpira tudi občina Idrija. No, ob začetku bi najprej samo na hitro povedal, kakšen bo nekakšen urnik, program današnje razprave. Po tem začetnem uvodnem delu mojem bo sledil uvodni nagovor župana občine Idrija Tomaža Venclja. Tu bomo malo slišali uvodni del, dotaknili se bomo tem, o katerih bo govora tudi celoten letošnji vikend. No in veseli me, da se nam bo pridružila tudi Nataša Šip iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ki bo na kratko predstavila program Novi evropski Bauhaus. No pa potem pa sledi panelna razprava o vlogi kulturne dediščine pri oživljanju in ohranjanju podeželja, ki ga bo vodila Anja Fortuna, podpredsednica Evropskega mladinskega foruma. Sledi krajša prekinitev, premor. Na začetku premora bomo tudi izključili živ prenos na Facebooku, zaradi tega, ker bo v drugem delu potekla diskusija po skupinah v virtualnih sobah, tako da udeležence prek Zooma seveda že sedaj naprošam, da po koncu prvega dela ostanejo na zvezi. No in celoten dogodek za udeležence na Zoomu se bo zaključil malo pred 12 uro, medtem ko bomo live stream zaključili ob nekako 10:30. No, jaz pa najlepše pozdravljam sedaj Tomaža Venclja, župana občine Idrija, in ga nekako prosim, da nagovori naše goste, poslušalce ob začetku dogodka. Tomaž, prosim. Lep pozdrav, Drejc in vsi ostali, dobro jutro. Se slišimo? Vse slišimo, ja. Ok. Ja, oglašam se iz Bovca trenutno, ker se udeležujem seje sveta Severno-Primorske regije, ki je bila pač nepričakovano sklicana prav za današnji dan in zaradi česar se tudi ne bom mogel celotno dopoldne udeleževati razprave. Ideje in zaključki, v bistvu, ki bodo izpostavljeni tekom razprave, me v bistvu zelo zanimajo, vendar se bom mogel z vami o njih pogovoriti oziroma jih bomo predebatirali naknadno. Ok, če kar nekako preidem na današnjo temo. V čem je problem, recimo, bomo rekli, nekako v idrijskih koncih, da se po študiju ne vrača več mladih v domače kraje. Po moje je vzrok temu nekako med drugim prav gotovo tudi pomanjkanje stanovanj, novih se praktično ne gradi, fond nekih 100 starejših bivalnih enot, ki so pa na razpolago v Idriji pa lastniki
praktično niso pripravljeni oddajati, stvar smo probali zanimirati tudi skozi en drug projekt, pa pač nikakor ne uspe. Primanjkuje delovnih mest za netehnično izobražene na naših koncih, konec koncev pa mladi rajš, bomo rekli, ostajajo v večjih centrih oziroma mestih tudi zaradi tega, ker so nažalost za enako delo praviloma tam bolje plačeni kot v našem domačem okolju. Občina Idrija, bomo rekli, se kljub temu, da nekateri tega sicer ne opazijo, precej trudi vzpostaviti boljše pogoje za življenje in delo mladih. V bistvu od leta 2015 ima občina Idrija sprejeto strategijo za mlade, ki jo v letošnjem letu v sodelovanju z Mladinskim centrom Idrija prenavljamo za naslednjo obdobje 5 let. Recimo Mladinski center ima v brezplačnem najemu prostore, v katerih deluje občina, tudi sofinancira programe in pokriva del materialnih stroškov in praktično tudi stroške ene zaposlitve na tem področju. Imamo sicer trenutno le eno stanovanje namenjeno izključno mladim, jih pa v bodoče želimo zagotoviti precej več, kar se v bistvu odraža oziroma se bo odražalo tudi v novi stanovanjski strategiji, ki gre v obravnavo na naslednji seji občinskega sveta, to je konec meseca maja. Načeloma bomo rekel tako, da je recimo za širitev obzorij teh mladih ljudi je zelo pomembno, da čim več mladih sodeluje recimo tudi v raznih projektih in v bistvu na ta način skozi pogovore, delavnice spoznava podobne probleme v podobnih okoljih, predvsem pa v bistvu spoznava dobre prakse, ki pri nekaterih deležnikih takih projektov kaže v bistvu pozitivne učinke. Dober primer je pač projekt ta, Interregov Juint, v katerem smo skupaj z Lebnom z Avstrije, ali pa enako ta Erasmus Plus projekt Under the Loop, katerega del je tudi tu danes. Izjemnega pomena so v bistvu pa tudi projekti, kot je Heritage Hack, v katerih mladi v bistvu ostajajo v domačih krajih in snujejo neke nove rešitve, ki se jim pač porajajo. Kaj ne rečem, občina Idrija v preteklih letih prepoznala tudi pomen turizma, ki se naslanja v bistvu na naša bogata kulturna dediščina. Predvsem mladi se skozi bolj zavedajo, kaj vse lahko ustvarijo s pomočjo te dediščine. Pa ne samo dediščine, v bistvu tudi s tem znanjem lokalnim, z lokalnimi surovinami in tako naprej in tako nazaj. Sami v bistvu se zelo trudijo zagotoviti službe na teh področjih, ki so pred kratkim v bistvu na podeželju niso bile perspektivne. Recimo v veliko veselje mi je pa tudi to, kar smo v bistvu skupaj dosegli, da recimo uporabo kulturnih objektov, kulturne dediščine ne uporabljaš lih v tiste vsakdanje namene. Recimo primer je, bomo rekli, uporaba tega prostora, v katerem ti sediš, Drejc, se pravi Mašinhausa, Jaška in Zagi, ki je v bistvu postal pisarniški prostor zavoda ID20. Jaz mislim, da to je dosti za začetek. Jaz vam želim celo dopoldne uspešno delo, pa veliko dobrih idej, pa srečno vsem skupaj, kaj ne rečem drugega. Hvala, Tomaž, za te uvodne besede. Zelo vesel sem, da si se lahko udeležil in povedal ene takih lepih par besed ob začetnemu delu. No, sedaj pa Hvala lepa do doma, adijo za enkrat. Adijo, Tomaž, pa hvala. Čau, srečno. Srečno. No, sedaj pa nadaljujemo s temo izzivi podeželja nekdanjih industrijskih središč, pa bi na kratko jaz v parih minutah predstavil, kaj so glavni izzivi, ki tarejo tako občino Idrija kot druge podeželske industrijske mesta v Sloveniji.
Jaz bi začel tale uvodni del nekako z enim filmom slovenskim, mogoče ga kdo od vas pozna, imenuje se Zgodbe iz Kostanjevih gozdov. Nastal je leta 2019 v koprodukciji z Italijo, mladega režiserja Gregorja Božiča. Pripoveduje pa zgodbe iz Benečije ob reki Idriji, ne naši Idriji, ampak reki, torej mejni reki, ki je v zadnjih 100 letih doživelo izrazito izseljevanje tako mladih kot seveda preostalega prebivalstva in praktično zaradi svoje lege je praktično sedaj zapuščeno, je nekako pokopališče starih hiš in nekakšnih zgodb, ki pričajo nekakšnih bolj živahnih časih v preteklosti. In meni je recimo pred kratkim sem tale film si tudi pogledal in mi je zelo v spominu ostal tale pogovor. Noter pripoveduje pravzaprav zgodbo Mario, starejši gospod, ki je zelo navezan na kraje in ima ta pogovor z Marto, mlajšo prebivalko, ki pa razmišlja popolnoma drugače kot on. On je praktično en ostareli mizar, ki je vse svoje življenje pravzaprav preživel s tem, da je izkoriščal dediščino oziroma naravo, kar mu je ponujalo okoli, za izdelavo lesa in potem pripričuje tole Marto, zakaj ne bi ostala v teh krajih v Benečiji. Marta pa komaj čaka, da bo šla, ker je rekla, da pač v bistvu ni nobenega smisla živeti v takem pozabljenem kraju. No, film se nekako konča s tem, da Marta odide z ladjo čez ocean in praktično pusti še eno prazno hišo za sabo. In mislim, da je to nekako taka fajn iztočnica, ravno take zgodbe so v bistvu tisti izziv, ki nam predstavljajo, kaj razne Marte in podobne osebe zadrži v domačem kraju. In jaz bi najprej začel prvi del iz nekakšnega prikaza domače občine, v kateri mi tudi ustvarjamo, občine Idrija, ki se sooča s podobnimi težavami, mogoče ne v samem mestu, ampak prav v vaseh, v okolici Idrija je ta problem zelo pereč. No pa poglejmo najprej nekaj kratkih podatkov o občini Idriji. Občina Idrija je seveda, kot marsikdo tudi pozna, ki niste iz naših krajev, po 500 letih rudarjenja živega srebra, ki je seveda oblikovalo identiteto mesta in tudi celotne občine. V občini je malo manj kot 12.000 prebivalcev in ima razmeroma nizko brezposelnost. 5,7% brezposelnost, ki na prvi pogled izgleda zelo bleščeča v današnjem času, vendar pa podrobna analiza pokaže, da le ni tako preprosto, kot bomo vedeli kasneje. No, občina tudi zelo se ukvarja z razvojem UNESCO dediščine in pa seveda tudi varovanjem dediščine same, ki je nastala z rudnikom živega srebra, s klekljem idrijske čipke in pa seveda tudi celotna občina je v okviru UNESCO geoparka Idrija. Hkrati pa po drugi strani imamo eno negativno bilanco, predvsem pri številu mladih. Tukaj lahko vidimo, kako je upadlo od leta 15 do 20 število mladih, kar več kot 12% oseb, kar je zelo alarmantna podatek. Če pa gremo še malo naprej, vidimo padec mladih v občini Idrija od 2010 do 2020, beležimo kar 20% padec mladih od 15 do 30 let, po drugi strani pa več kot 20% porast v starosti 65 plus, kar seveda zopet ponazarja na zelo, zelo zaskrbljujoče podatke, ki že vodijo občino v resne probleme, seveda tudi na področju izobraževanja, ponudbe prostočasnih dejavnosti in tako naprej. No, mi smo v okviru Društva Idrija 2020 in v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine in pa Mladinskim centrom Idrija tudi pripravili anketni vprašalnik, ki je služil za oblikovanje strategije za mlade v občini Idrija, ki bo predstavljena v kratkem tudi na občinskem svetu za naslednjih par let. In recimo zanimivi podatki,
čeprav je nizka brezposelnost, pa pravzaprav vidimo, da kar 17% mladih, bilo je zajetih več 100 mladih v to anketo, je zatrjevala pač, da je ponudba zaposlitev v občini Idrija slaba, samo 5%, da je zelo dobra, kar ponazarja predvsem to, da je velik problem pri zaposlovanju na nekaterih področjih, recimo humanistike, družboslovja, umetnosti in še verjetno kakšnih drugih panog, ki jih zdaj ne bi posebej izpostavljal. Po drugi strani pa vidimo, da je ponudba stanovanjskih hiš v Idriji tudi nezadovoljiva, kar je verjetno en od razlogov, da mladi zapuščajo občino. 25% mladih je povedalo, da je nezadovoljiva ponudba, kar 50% mladih pa je povedalo, da so stanovanja in hiše v občini popolnoma nedostopne. Kar je seveda zaskrbljujoč podatek, še bolj pa zaskrbljujoč podatek, da je v celi občini bilo leta 2018 kar 18-15 praznih stanovanj in hiš, tudi hiše se v tej statistiki štejejo, to je po Statističnem uradu Republike Slovenije, kar po drugi strani priča, da je številne hiše in stanovanja bi lahko bila vseljiva, ampak problem je tukaj, da so v tej statistiki zajete številne starejše hiše, številne starejše stanovanja, ki so prazna, ki razpadajo, tako kot smo prej videli v primeru Benečije, in na državni ravni tudi ni nekega mehanizma, ki bi se tega izrazito dotikal. Mogoče samo par želja mladih še naštejem, torej želijo več stanovanj, več možnosti za gradnjo, bolj raznolike izobraževalne programe, tudi to je zelo pomembno. Zanimivo je, da ni veliko interesa za kmetijstvo, zaradi industrijske vloge velikih delodajalcev v Idriji je interes za kmetijstvo razmeroma majhen, ker je kmetijstvo razmeroma nestabilna zadeva, medtem ko pa industrija ti dopušča stalno zaposlitev. Po drugi strani pa je tudi pomanjka potreba po priznavanju neformalnih izkušenj, boljši dostop do interneta in mobilnega signala, ki je v vaseh izrazito pereč problem, in pa pomanjkanje prostočasnih dejavnosti, ki je seveda že prej omenjena težava. No in zdaj smo malo pogledali občino Idrija, poglejmo malo na slovensko raven, kako se na tem drži Slovenija. No, jaz sem našel en zanimiv zemljevid oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer so skupine občin, občine so razvrščene po 4 različnih skupinah. No, Ljubljana tukaj načeloma sploh ni zajeta, ker je pač svoj primer, ampak če lahko pogledamo bolj kot je temno območje, slabše se občine držijo. In lahko hitro vidimo, da je celotna vzhodna Slovenija v izrazito slabem stanju, kar se tiče gospodarskega razvoja in družbenega razvoja. V slabem stanju je tudi Koroška večina in pa Zgornja Savinjska dolina, Kočevska in Bela krajina ter Idrijsko-Cerkljanska skupaj z tolminsko občino. Tako da vidimo takoj, kje so tiste bolj zaskrbljujoče zadeve, kar se tiče Slovenije. No, recimo po projekciji se bo leta 1938 število prebivalcev zmanjšalo kar 152 od 212 slovenskih občin, kar bo seveda zaradi odseljevanja mladih in staranja pomenilo, da bo primanjkovalo usposobljene in kreativne delovne sile. Najslabše pa so na tem področju Goričko, Haloze, Posotelje in Bela krajina. Bi pa izpostavil še en podatek, od 25 do 40% je pa tudi tveganje zaradi avtomatizacije. To so splošni podatki, tudi Evropska unija pripravlja preko Eurostata te podatke in to je zopet pomemben podatek, ker so številna ta območja, ki jih vidimo, vezana izrazito na industrijo. Če se zgodi, da bo prišla hitra avtomatizacija, lahko številni izgubijo delovna mesta, predvsem tisti nižji izobraženi, ki trenutno so močno prisotni v teh krajih. Zdaj imam tukaj še dva grafa, bi sem na hitro pogledal, kaj sploh je podeželje, to je po Eurostatu. Redko poseljena območja se nekako šteje kot podeželska, torej po Eurostatu recimo tudi Idrijska občina podeželje, številne koroške občine, številne zasavske občine, tudi lahko vidimo, tako da
je podeželje veliko bolj prisotno, kot se mogoče predstavljamo, da je. Pa še en graf, tudi zanimiv, so ga pa na ZRC SAZU, na Geografskem inštitutu Antona Melika pripravili, pa tudi vidimo, da so zelo velike raznolikosti tako med urbanimi kot ruralnimi predeli, kajti tudi ruralni predeli eni beležijo boljšo statistiko, predvsem tisti v suburbanih pokrajini, ki pa na ta račun izgubljajo identiteto. Tako da nekega idealne situacije tukaj ni. Industrijska mesta beležijo podobne težave. Na eni strani izgubljajo nekdanjo ekonomsko moč, ki pa je vseeno, torej identiteta pa je vseeno v teh industrijskih mestih razmeroma močna. To vemo tako za Zasavje, kot za Idrijo, kot za Koroško, da je zelo velik ponos tako na industrijo, kot na kmetijstvo, kot na težke razmere in se ustvarja neke seveda miti, ki so v tem primeru dobrodošli, lahko pa se obrnejo v napačno stran. Izguba delovnih mest je zelo pereča v nekaterih krajih, nekateri kraji pa so tudi zelo izpostavljeni monoindustriji. To pomeni, da je ena sama industrija, ki poganja cel kraj in če propade, doživimo velik šok za gospodarstvo. To smo lepo videli v Zasavju, to smo lepo videli tudi na Kočevskem v preteklosti in še v marsikaterem drugem kraju. In to pomeni tudi nepripravljenost na spremembe in pa posledično izseljevanje mladih. No, zdaj pa se dajmo malo osredotočiti na to, kakšne so lahko rešitve, da ne bomo samo, kot bom rekel, po domače jamrali. Rešitve so zagotovo v tem, da se z mladimi dela dolgoročno, da se dela kvalitetno, torej da se zagotovi kvalitetno mladinsko delo na podeželju. Preko mladinskih centrov in da se v delo z mladimi vključijo tudi druge organizacije, ki so vezane na domači kraj. Seveda v tem številu lahko štejemo tudi muzeje, ki se že sedaj načeloma delno ukvarjajo, knjižnice, galerije in tako naprej, ki so seveda povezane z dediščino in identiteto. No, mi smo mladinsko delo oziroma kvaliteto mladinskega dela pravzaprav se dotaknili najbolj skozi mednarodni projekt Under the Loop Rural Youth Work, ki ga financira Evropska unija skozi Erasmus+. V njem sodeluje več kot 5 partnerjev iz Slovenije, Srbije in Hrvaške in iščemo nove potenciale mladinskega dela na podeželju. V okviru tega projekta smo tudi izdali brošuro Korak naprej za boljše podeželsko mladinsko delo, v katerem smo zbrali več kot 20 dobrih praks področja mladinskega dela na podeželju. Gledali smo tudi tako, da je zajeto območja, ki niso tako ponovadi direktno šteta v tole. To je prvi tak pregled strategij in usmeritev ter finančnih priložnosti na področju podeželskega mladinskega dela. To je pa pravzaprav nekakšna interaktivna brošura, kjer so tudi na voljo dodatni video gradiva in pa povezave, tako da ste vabljeni, da si pogledate na spodnji povezavi id20.si, pošiljnica under-d-loop in pogledate malo o tem gradivu. Poleg tega smo organizirali kampanjo Let's Go Rural, ki je namenjena ozaveščanju o pomenu mladinskega dela na podeželju, traja že več kot 12 mesecev, lansirali smo številne infografike o položaju na podeželju, tudi 3 webinarje za mlade, ki si jih je udeležilo več kot 60 mladih iz Slovenije, Srbije in Hrvaške. Poleg tega pa je na Hrvaškem in Srbiji potekala tudi raziskava o položaju podeželskega mladinskega dela. Na Hrvaškem je to izvedel Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, na področju Ličko-senjske in Zadarske županije, ki najbolj beležita upad mladih na Hrvaškem, in pa v Srbiji Institut društvenih nauka, ki je naredil analizo za področje celotne Srbije. Celotno raziskave se lahko ravno tako pogledate na spodaj navedenem naslovu. Današnja razprava pa je povezana tudi z samim projektom Under the Loop, saj želimo na razpravi začeti nekakšno debato o smernicah za bodoči razvoj podeželja s poudarkom na kulturni dediščini in mladinskem delu. In to naj bi bil prvi dokument, ki bo vseboval napotke za vključevanje mladih na podeželju s poudarkom na kulturni dediščini. Radi pa bi ga lansirali v poletnih, jesenskih mesecih in ga poslali potem odločevalcem.
Smo pa zelo veseli, da se boste potem tudi skozi panelno razpravo in kasneje skozi diskusijo dotaknili teh tem, da bomo potem lahko oblikovali bolj kvaliteten dokument. Omenil bi pa še seveda projekt, ki ga je omenil tudi Tomaž in smo ga tudi na začetku. Torej, skupaj z občino Idrija sodelujemo v projektu UINT, ki se ukvarja z problematiko izseljevanja mladih iz perifernih industrijskih mest in regij. V njem smo 4 partnerji iz Slovenije in Avstrije in se dotika predvsem prenosa dobrih praks iz Avstrije v Slovenijo in obratno. Tako smo v Avstrijo prenesli dobro prakso Heritage Hacka, v Slovenijo pa konec septembra prihaja dobra praksa Festivala industrijske kulture, ki ga bomo letos prvič organizirali v Idriji. No, seveda pa se zdaj malo lahko bolj dotaknemo tudi samega Heritage Hacka, ki je v osnovi hackathon, potekal bo, kot sem že omenil, v soboto in nedeljo, torej jutri in v nedeljo, in iskali bomo najboljše rešitve za izzive podeželskih krajev in nekdanjih industrijskih središč. Zelo smo veseli, da se nam je javilo 8 ekip, ki bo jutri in v nedeljo snulo rešitve. Te rešitve bo potem ocenila posebna komisija, ki bo potem glavnemu zmagovalcu tudi podarila oziroma bo izročila nagrado za 500 evrov, ki bo, upam, potem tudi neka popotnica za začetek resnega dela na tem področju. Na Heritage Hacku se bomo osredotočili na sledeče območja, torej prihodnost za mlade na podeželju je predvsem pomembna zaradi oziroma zato je predvsem pomembno to, da imajo mladi močno pripadnost in identiteto, torej tukaj je pomembna kulturna dediščina, delovno mesto mora biti raznoliko, interdisciplinarni razvoj mora biti prisoten, torej da se ne začne monoindustrijsko razvoj, ampak da se najde tudi delovno mesto za humanistiko, družboslovje in tako naprej. Da je prisotna zavedanje o digitalizaciji, da je zavedanje, da je treba, da se ideja tudi lahko sama financira, da je trajnostna in da vključuje ranljive skupine. Seveda pa vse skupaj vodi do tega, da moramo se zavedati o pomenu kulturne dediščine, ki spreminja, ki jo moramo razumeti v bolj sodobnem pomenu kot tvornica identitete in seveda novih priložnosti, ki so zasnovane na tistemu, kar nam ne morejo vzeti. Sam Heritage Hack pa bo posvečen tudi novi evropski platformi, konceptu novi evropski Bauhaus. To je pravzaprav nek vrste koncept, ki bo pomagal Evropski komisiji pri iskanju najboljših novih rešitev, idej za trenutne izzive, s katerimi se sooča Evropa, predvsem z zelenim dogovorom, ki potrebuje najbolj sodobne rešitve, da bo Evropa postala vodilna oziroma vsaj ostala ena od vodilnih v svetu. Zato bo temeljil na trajnostnosti, estetiki, vključenosti in povezovanju. No, tukaj imamo tudi še en nagovor Ursule von der Leyen, predsednice Evropske komisije, ki je ob lansiranju v lanskem letu poudarila, da je uspeh novega evropskega Bauhausa odvisen tudi od interdisciplinarnosti, namreč potrebujemo raznovrstne ustvarjalne ljudi, oblikovalce, umetnike, znanstvenike, arhitekte in predvsem državljane. Jaz bi tukaj poudaril, ker se malo bolj osredotočimo na podeželje, v ta koncept moramo uvrščati tudi kmete, moramo uvrščati tudi gozdarje in vse ostale, ki sodijo na podeželje, seveda po svoji primarni funkciji. Tako, sedaj sem jaz nekako zaključil tole predstavitev. Lepo pa vabim k besedi Natašo Šip, ki iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Nataša, jaz upam, da ste tukaj na povezavi. Bi vas vabil, da se kar vključite v pogovor in če imate kaj zadeliti, kakšen ekran, da kar na kratko predstavite novi evropski Bauhaus. Ja, lepo pozdravljeni, upam, da se vidimo, slišimo. Tako, ja, slišimo, kar vključite predstavitev. Uršo pa prosim, da izključi, ja. Ja, sej
v svoji predstavitvi nisem želela biti prav zelo dolgo časa z veliko diapozitivi, z namenom. Ne želim preveč vplivati na potek kreativnega ustvarjanja vseh mladih sodelujočih danes na tem hackathonu. Tako da res najprej najlepša hvala Rejci in ekipi za povabilo. Lep pozdrav vsem v Idrijo, eno mojih najljubših slovenskih mest. Odkar sem bila prvič tam, sem bila očarana, no? V bistvu premalo poznana, res osupljiva dediščina, tako industrijska kot pa še na drugih mnogih področjih. Tako da kar tako naprej, odlično delate in jaz vam želim še veliko uspehov z majhnimi in velikimi koraki. Zdaj, kar se tiče te pobude Novi Evropski Bauhaus, ki morda zveni vsem, ki nismo študirali arhitekture ali oblikovanja ali umetnostne zgodovine, mogoče malo abstraktna. Gre pa v bistvu za novo iniciativo, ki se nekako naslanja na precej znano in zelo vplivno šolo, arhitekturno šolo oziroma celo več kot to, resnično gibanje, ki se je razvilo v 30 letih prejšnjega stoletja v Weimarju v Nemčiji. Hugo Gropius je bil ustanovitelj tega gibanja in je pomenil en velikanski preskok v paradigmi dojemanja arhitekture, oblikovanja, pa tudi stanovanjske politike. To je seveda samo pač neka zgodovinska referenca, niti slučajno ne gre za ponovitev tega gibanja, ampak zakaj sem to omenila? Zato, ker, kot veste, že nekaj časa govorimo, da je zdaj glavna prioriteta in nekako razvojna ambicija Evropske unije, da do sredine stoletja postane podnebno nevtralna. Kar se spet sliši zelo abstraktno, zelo ambiciozno, in ko pomislimo na to, pomislimo seveda predvsem na velika tehnološka vlaganja, prehod na obnovljive vire energije in tako naprej. In seveda še mnogo drugega, kar ta Evropski zeleni dogovor zdaj prinaša pravzaprav skoraj na vseh področjih in vseh politikah. Vendar pa je zelo jasno, da ljudje tega ne bomo posvojili, oziroma bomo to posvojili veliko težje, z veliko več konflikta ali odpora, veliko počasneje, če te nujnosti prehoda ali pa tudi otipljivih prednosti prehoda ne bomo začutili, po domače rečeno, srci. Nobena tehnologija ti ne pomaga, če bivalna okolja, moderna bivalna okolja, ki naj bi bila tudi podnebno nevtralna, okolju prijaznejša, niso takšna, da v njih ne živimo radi, da se v njih ne gibamo radi. Da morda izključujejo, da so namenjena samo neki eliti in tako naprej. In prav to je namen te pobude Novi Evropski Bauhaus, ki naj bi temu velikemu podnebnemu prehodu in digitalizaciji Evrope dodala kulturno, tudi umetniško noto, se pravi potrkala na naša srca in dejansko vplivala na naše bivanje. In tukaj seveda je to zelo povezano tudi s tematikami današnjega vašega pogovora, kako bomo živeli v mestih, kako bomo živeli na podeželju. Tu ne gre samo za grajeno okolje v smislu stavb, ampak tudi javnih prostorov, sozvočja z naravo, varovanjem naravne dediščine, varovanjem kulturne dediščine. Ne gre samo za novogradnje, ampak gre za drugačen način razmišljanja in premisleka, kako obnavljati obstoječi stavbni fond in tako naprej. Zdaj pa, da ne bom razkrila preveč, poanta te pobude, ki smo jo predstavili nekaj mesecev nazaj, je namreč od spodaj navzgor. Velikokrat nas ljudje sprašujejo, pa kaj je ta Evropski Bauhaus, kaj bomo zdaj iz tega naredili? Ker smo navajeni, da neka politika že obstaja, potem so objavljeni razpisi in potem iščemo rešitve in tako naprej. Tukaj je pa popolnoma drugače in tudi z tega vidika zelo podobno originalnemu gibanju Bauhausa, pobuda šele nastaja s pomočjo ljudi. Tudi na takšnih dogodkih, kot je današnji vaš. Namreč smo v prvih mesecih zastavili pobudo kot fazo soustvarjanja, kot ji rečemo, na kateri predvsem zbiramo mnenja, poglede, obstoječe rešitve, vizije in tako naprej ljudi, ki so bodisi strokovnjaki svojega področja, ali so arhitekti, oblikovalci, raziskovalci, inženirji, ali pa povsem običajni državljani, študenti, ljudje v poklicih, v socialnih poklicih, digitalni strokovnjaki, da nam povedo,
kaj naj ta pobuda zajame. Ta faza s pomočjo osrednje spletne strani in dogodkov, številnih dogodkov, velikih in majhnih, kot rečeno tudi takšen, kot je vaš ta vikend, bodo pomenili dejansko vsebino te pobude. To pomeni, da do konca poletja na osrednjem spletišču zbiramo vse te primere, študije, izsledke pogovorov, izsledke tudi konkretnih primerov, ki v Evropi že obstajajo. Čez poletje jih bo Evropska komisija, posebna ekipa na tem projektu dela, natančno pregledala in potem jeseni sledijo konkretni koraki. To pomeni, da se bodo prevedli v politike in nato tudi v razpise, recimo tudi v razpise za Erasmus in tako naprej. Zaradi tega je zelo pomembno, da imamo čim več tovrstnih pogovorov, ki so grajeni na način soustvarjanja. In hackathon je seveda ena odlična rešitev, da pridemo na nekih konkretnih problemov. Zdaj pa, kaj sem še želela povedati, namenoma ne želim preveč govoriti, da vas vsebinsko ne usmerim potem v vaše razmisleke. Edino smer, ki smo jo zelo široko zastavili, pa je ta, da govorimo po eni strani o grajenem okolju, torej pa o trajnostni gradnji, o trajnostnih materialih in tako naprej. Drugi vidik je socialni vidik, torej ta trajnost naj vključuje tudi dostopnost in vključenost za različne skupine ljudi, z različnimi prihodki in tako naprej. Se pravi inkluzija. In tretji vidik je tudi lepota. Kakšno estetiko naj stavbe, naj grajena okolja v 21. stoletju v Evropi in v mestih in na podeželju predstavljajo. Tako da to so nekako 3 smeri, v katere vabimo ljudi, da nam date vaše razmisleke. Kot rečeno, se ta faza dogaja do poletja in potem sledi izvedba. Zaradi tega bi jaz vas v tej fazi res prosila in toplo povabila, da vse, kar boste razpravljali ta vikend, vse izsledke, vse konkretne rešitve delite na spletni strani novega Evropskega Bauhausa, ki bodo vidne tudi vsem ostalim. Na tem osrednjem spletišču boste videli tudi ogromno primerov, ki se iz vse Evrope že nabirajo in so vam lahko v končni fazi tudi inspiracija za reševanje zelo lokalnih problemov, ki ste jih prej uvodoma našteli, tako župan kot Drejc. Kar bi vas pa še rada opozorila, je pa ena od teh koreninic na zaslonu in sicer nagrade Novi Evropski Bauhaus. Že v tej fazi, ko zbiramo predloge, želimo tiste, ki se želijo bolj angažirati, nekoliko spodbuditi tudi s posebnimi nagradami. Natečaj je bil objavljen pred nekaj tedni, odprt je do konca maja, do 31. maja. Zbiramo pa bodisi obstoječe projekte, ki že stojijo, uveljavljenih arhitektov in pa tudi bolj prototipske ali idejne zasnove projektov mladih do 30. leta. In sicer v 10 kategorijah, od trajnostne gradnje do materialov, krožnosti, socialne vključenosti do tudi specifično kulturne dediščine. Zato vas jaz zelo vabim, da si ogledate to spletišče, pogoje in če nastanejo kakšne dobre ideje na današnjem hackathonu ali pa morda iz preteklih let, razmislite o tem, da se za to nagrado prijavite. V kategoriji mladih do 30 let, Rising Stars, je nagrada 15.000 evrov, v kategoriji teh obstoječih projektov pa 30.000 evrov, plus še komunikacijska podpora pobude Novega Evropskega Bauhausa. Tako da jaz mislim, da sem zdaj že kar skoraj pri koncu svojega časa in se bom na tem mestu ustavila. Tako da res še enkrat poziv, vem, da se ponavljam, ampak vidimo, da je včasih v Sloveniji malce preveč skromnosti ali pa sramežljivosti, da bi se izpostavili s svojimi idejami na evropskem modru. Ne se bati, odlične ideje obstajajo, odlične obstoječe rešitve obstajajo, naj se vaš glas sliši, sodelujte v tej pobudi
pokažete svoje primere sovrstnikom in drugim v Evropi in prispevate k temu, kakšna je ta pobuda, kot še marsikatera druga, ki bo sledila, nastane. Mi vas lahko na tej poti tudi podpremo z velikim veseljem, s predstavljanjem vaših projektov, sodelovanjem na dogodkih. Tako da veliko sreče vam želim in predvsem zelo veliko kreativnih idej. Pa najlepša hvala še enkrat za povabilo in za besedo. Nataša, hvala za za ta izvrsten uvod v evropski novi Bauhaus. Mislim, da je bila tale uvod zelo primeren, zelo inspirativen, tako za tekmovalce, kot za tisti, ki nas spremljajo še dodatno preko Facebooka in tudi mogoče tudi za tisti, ki spremljajo preko Zoom debate. In se vam najlepše zahvaljujem za tole. Mi bi pa sedaj nadaljevali s programom. Urša bi pa kar prosil, če lahko deliš ekran, tako, in gremo sedaj naprej. Sedaj pa nas čaka panelna razprava o vlogi kulturne dediščine pri oživljanju in ohranjanju podeželja, ki jo bo vodila Anja Fortuna, podpredsednica Evropskega mladinskega foruma. Anja, jaz te kar vabim, da se mi pridružiš tukaj na kavču oziroma da zamenjava svoji poziciji. Pozdravljena, Anja, kako je? Super, kar navdušenje, tako da hvala, Drejc. Hvala. Ja, en lep pozdrav še v mojem imenu. Res me veseli, da se v bistvu danes pogovarjamo o meni zelo ljubi temi, o podeželju, o periferiji in tudi malo o Idriji. Sama namreč prihajam iz ene majhne vasice Idršek v tej čudoviti občini Idrija in tudi sama sem izkusila druge kraje po Sloveniji, sem izkusila tujino in se tudi dostikrat vprašam, ali pa mogoče čas, da jaz zapustim to našo malo gorsko, ja, že skoraj gorsko vasico in se odpravim v svet, ampak zaenkrat še vedno vztrajam tukaj v Sloveniji, v Idriji, ker je tukaj res super. Pogovarjali se bomo o priložnostih, ki jih nudi kulturna dediščina, zato da se podeželje ohranja, da podeželje živi, da mladi vidijo svoje priložnosti tudi v svojih lokalnih okoljih. Včeraj smo imeli s študenti turistike eno zanimivo razpravo, tam smo se pogovarjali tudi o kulturni dediščini in Matevž Stavs iz zavoda ID20 je omenil, da je v bistvu kulturna dediščina povsod okrog nas. Da tudi, ko na Netflixu gledamo Vikings ali pa kakšno drugo serijo, je v bistvu na nek način kulturna dediščina. Važno je, na kak način jo mi predstavimo. To mi je dalo še bolj misliti, da je v bistvu kulturna dediščina res okrog nas in če dobro pogledamo slovensko podeželje, je to res polno enih priložnosti, vezano pa tudi na okoliške kraje, torej tudi idrijsko podeželje lahko veliko priložnosti najde v tem, da se nahaja v občini s tako prepoznanim tem industrijskim mestom, kjer je ogromno priložnosti. Danes z mano izjemni sogovorci in res sem vesela, da so se mi pridružili v tej razpravi. Z nami danes dr. Nina Cvar iz Laboratorija za multimedijo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Z nami tudi gospa Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. V naši družbi tudi gospa Marjeta Jerič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Potem pa tudi magister Dušan Štepec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenija, gospa Alenka Korenjak, ki je arhitektka in soustanoviteljica Prostorož, izjemno zanimivega neprofitne organizacije, in pa dr. Jani Kozina iz Geografskega inštituta Antona Melika iz ZRC SAZU-ja. Hvala še enkrat, da ste sprejeli povabilo in da se bomo v naslednjih nekaj minutah pogovarjali o tako pomembni temi. Pa da kar začnemo z vprašanji, ker časa nimamo tako veliko, sogovorci so izjemni, vsebin, ki jih lahko danes odpremo, pa je tudi mnogo. Zato bi kar najprej vprašal dr. Janja Kozina, ker je v Sloveniji pogosto težko razmejimo ta vidik med urbanim in pa med podeželskim, pa tudi, ker je, Drejc je nekoliko že prej omenjal, v bistvu, če gledamo tujo statistiko oziroma tujo razumevanje
Slovenije je skoraj celotna Slovenija podeželska. Vi se veliko ukvarjate z raziskovanjem tako industrijskih mest, kot tudi podeželja. Kako vi vidite te stvari, oziroma bi nam lahko pojasnili, o čem govorimo, ko govorimo o periferiji oziroma o podeželju? Ja, lep pozdrav v mojem imenu, hvala za povabilo in za postavljeno vprašanje. Jaz bi odgovor začel kar v bistvu z enim premislekom, kaj periferija in podeželje pomeni, oziroma zakaj tako zelo pogosto ti dve besedni zvezi postavljamo na isto raven, oziroma postavljamo neke vrste enačaj. A je res podeželje vedno lahko mislimo in razumemo v smislu perifernosti, ali je lahko v bistvu podeželje z nekimi svojimi značilnostmi, z nekimi svojimi prvinami, lahko na nek način tudi središčno, ki se predstavlja specifično življenjsko okolje, ki konec koncev v navezavi z urbanimi prostori koristi vsem. Tako da tukaj, če se vseeno osredotočimo na to perifernost, je pač zelo dvoumen pojem. Zdaj, če gledamo čisto iz globalnega vidika, lahko rečemo, da je že samo Slovenija del nekih najbolj razvitih območij in smo z tega vidika nismo niti malo periferni. Po drugi strani pa, če gledamo z vidika, ne vem, Evropske unije, smo pa po številnih kazalnikih pod povprečjem in bi se lahko označili kot Slovenijo kot periferno. Tako velja potem tudi za določene teritorije oziroma prostore na nižjih prostorskih ravneh. Tudi Idrija, recimo z svojimi urbanimi in podeželskimi prostori, je na nek način jo lahko razumemo kot podeželsko območje, po drugi strani pa je v bistvu tudi predstavlja Idrija enega zelo unikatnih urbanih prostorov, katerih je mnogo v Sloveniji. Zdaj, če govorimo o sami definiciji tega, koliko je v Sloveniji urbanega pa podeželskega, lahko rečemo, da je Slovenija ena bolj podurbaniziranih držav v Evropi. Tako da v bistvu tukaj imamo v bistvu mi samo dve večji mesti, zelo velikega mesta sploh nimamo, to sta Ljubljana in Maribor. Potem pa imamo, kar je specifika slovenskega urbanega prostora, zelo veliko število malih in srednje velikih mest. Se pravi, to so mesta med 5.000 in 50.000 prebivalci, pri čemer izrazito prevladujejo mesta med 5.000 in 20.000 prebivalci, kamor se uvršča tudi Idrija. To je zelo velika specifika našega urbanega sistema. Se pravi, kar 2/3 prebivalcev Slovenije živi v tovrstnih območjih. Dočim pravega podeželskega prostora pa imamo približno za 14%, se pravi 14% približno živi v prav izrazito podeželskem območju. Tako da se pravi slovenski prostor lahko označimo za bolj podeželski kot urbani, pri čemer, ponavljam, izstopajo ta mala in srednje velika mesta. Pri čemer bi še izpostavil eno značilnost, ki smo v naših raziskavah odkrili, in je pa predvsem ta, ko govorimo o mestih, o teh malih mestih sredi podeželskih prostorov, velja, da so ta mesta s funkcijami, se pravi, kot so šolstvo, zdravstvo, storitve in tako naprej, so nadopremljena v primerjavi z večjimi regionalnimi središči. In to je pač neka dediščina našega preteklega prostorskega razvoja, kajti že po drugi svetovni vojni smo pri nas uvedli ta komunalni sistem, kjer se je favoriziralo teh približno 60 komunalnih središč in se je v bistvu ta dediščina tovrstnega upravljenega prostora se kaže še danes. Tako da v bistvu
bom jaz rekel, teh 60 urbanih središč nekako predstavlja hrbtenico našega prostorskega razvoja in tvori z podeželskim zaledjem neko zelo pomembno simbiozo. Pri čemer jaz ponavljam, ne bi tega tako strogo ločeval, da je podeželski prostor periferen po urbanem središčem, kajti šele v kombinaciji in s sodelovanjem v bistvu omogočata, v bistvu, da se drug z drugim simultano razvijata. Super, najlepša hvala, dr. Kozina. Gospa Korenjak, vemo, kako pomemben je prostor za mesta. Čisto podeželje gledamo v nekem drugačnem kontekstu. Vi se skupaj s Prostorož veliko ukvarjate z izboljšanjem prostorov, predvsem urbanih. Ste mogoče v svojem delu zaznali kakšne razlike med mestom in podeželjem? Torej, kakšni so tisti izzivi, s katerimi se z vidika prostora kot takega soočamo v manjših krajih oziroma na podeželju? Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo in hvala Janiju za super iztočnico. Tudi jaz ne opažamo velike razlike med delom v ruralnih ali urbanih okoljih. Moram reči, da v izredno ruralnih okoljih nekako še nismo delali, v manjših mestih pa zelo veliko. In kaj je ta urbanost? Urbanost za nas pomeni, ko se ukvarjamo z javnim prostorom, prostori, ki omogočajo druženje, povezovanje prebivalcev, spoznavanje prebivalcev med sabo in neko skupno aktivnost. In to je tako, lahko se zgodi v večjih mestih, ki sta samo dva, lahko se zgodi v manjših, lahko se zgodi pa tudi v vaseh, ki so zelo dobro med sabo povezane in mogoče z nekim malim prostorom, lipo in prostorom pred cerkvijo ali nekaj takega že nastane nek tak urbani zametek, ki ga mi tako imenujemo, ali pa recimo zdajle pravkar poteka ena super razstava v kulturnih domovih, v Benetkah. To so vse za nas nekako urbani prostori, to tisti prostori, kjer se v bistvu v eni skupnosti, kjer ljudje skupaj živijo, kaže ta skupnost. In tako da pri tem delu na terenu, pa kaj še opazimo, je pa v manjših središčih, v manjših skupnostih veliko lažje delo, veliko lažje se ljudje s tem prostorom identificirajo, ga posvojijo kot svojega, ga začutijo kot svojega in ga kot takega tudi lahko skupaj s prebivalci oblikujemo. V večjih mestih je mogoče tega manj ali pa se je zato treba tudi nekoliko bolj potruditi. Tako da jaz vidim, da imajo manjša mesta še večji potencial, je pa res, da se pa takih projektov, da jih je pa manj takih projektov v manjših središčih. To je pa, se mi zdi, povezano tudi s tem, da se je tudi kar nekaj časa in finance in neke vlaganja vlagali v to, da se mestna središča, urbana središča ureja, ne pa manjša mesta se je pa nekako izpuščali iz tega ali pa sploh pa vasi. Mislim, da se to zdaj počasi obrača. In da je bila predvsem na tem nivoju ena taka močna razlika. In tudi ta, da mogoče bi še to poudarila, zdaj pravkar en tak fajen projekt izvajamo, ki se imenuje Urbana akademija, kjer urbaniste, arhitekte, mlade še študente, krajinske arhitekte vabimo k idejam, ki jih imajo za svoj kraj in jih potem tudi podpremo in mentoriramo. In moram reči, to delamo drugo leto, letos smo dobili 30 prijav iz vse Slovenije, torej mladi, ki po študiju ostajajo v Ljubljani, imajo ideje za svoje kraje, želijo pomagati, želijo se tudi vrniti, ampak pač samo to zaznavamo. Čez ta projekt mislim, da bi bilo super to povezati, zdaj, ker mesta pa to rabijo, vasi rabijo to, to energijo in znanje. Najlepša hvala. Ja, zdaj gremo k naslednji govorki, Anja Mager. S tabo veliko sodelujem, ker sem že vrsto let aktivna pri Zvezi slovenske podeželske mladine in kot edina nevladna organizacija za mlade na podeželju, tudi največja organizacija za mlade na podeželju, je mladinsko delo, neformalno izobraževanje neko bistvo delovanja podeželske mladine. Tebe bi vprašala, kako ti vidiš, kako je pomembno mladinsko delo oziroma to
neformalno izobraževanje, zato da so mladi dovzetni za neke priložnosti, ki jih podeželje ponuja, torej tudi za neko kulturno dediščino, ki je v njihovem lokalnem okolju, torej da imajo določene kompetence, ki jih potem lahko uporabijo za to, da te priložnosti izkoristijo. Ja, lepo pozdravljeni tudi v imenu Podeželske mladine, v imenu mladih s podeželja. Lepo si nas opisala in še lepše povedala, tudi mi smo zelo veseli, da še vedno sodeluje z nami, ne glede na vse te funkcije, ki jih imaš, ker je tudi ta tvoj vidik in okolje, iz katerega izhajaš, ogromno doprinesel k temu, da dejansko sedaj znotraj naše zveze Podeželske mladine res vedno bolj dajemo poudarek mladinskemu delu in neformalnemu izobraževanju. Tudi s terena opažamo, da je to na podeželju nekako premalo poznano, koliko se lahko mladi iz tega odnesejo, koliko lahko se preko tega naučijo, ne? Ker mi zdaj, ko razumemo točno, kaj to pomeni, res prepoznavamo to mladinsko delo in neformalno izobraževanje kot nek pomemben povezovalni člen tako med mladimi ter lokalno in pa tudi širšo skupnostjo oziroma z družbo, ne? Ker je dejansko mladim s tem omogočeno pridobivanje nekih znanj, kompetenc, veščin, izkušenj, preko katerih lahko potem gradijo na svojem osebnem razvoju in posledično k tem prispevajo k razvoju družbe, če seveda opazijo vse te potenciale, ki so v okolju, ki jih pač obdaja. In če nimaš tega znanja, če nisi pridobil teh kompetenc, težje opaziš potem vse te potenciale, ki ti jih nudi med drugimi tudi kulturna dediščina. Je pa tudi treba mogoče tudi izpostaviti, da ne glede na to, da mogoče se ne opažajo take razlike med mestom in podeželjem, mi še vedno smatramo, da smo mladi s podeželja velikokrat v nekem podrejenem položaju, ker zaradi naše oddaljenosti, zaradi teh slabih prometnih povezav, slabe infrastrukture, še težje dostopamo do takih oblik dela in izobraževanja in posledično potem tudi krepitvi osebnega razvoja. In zato bi mogoče malo dotaknila, kako smo se mi tega zdaj začeli lotevati pri podeželski mladini. Kot rečeno, tudi Anja je ogromno doprinesla k temu, da imamo zdaj področje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja in to res ogromen fokus dajemo našim društvom. Nudimo jim neko celovito podporo v smislu izobraževanja, znanj, tudi da jim podamo včasih kakšne ideje, ki jih mogoče sami ne vidijo, ker za nas so ravno društva tista, ki lahko najbolj doprinesejo k razvoju mladih pa lokalne skupnosti. Ker je velikokrat na podeželju so mogoče društva tisti edini varni prostor, ki mladim nudijo neko priložnost za nabiranje izkušenj, za učenje in preko tega širokega spektra aktivnosti, ki pa jih društva lahko izvajajo. Moram reči, da sem tudi izjemno ponosna, da smo zdaj začeli prav z nekim izobraževanjem podeželskih voditeljev, da bomo še bolj predajali te kompetence, veščine, da bomo še bolj to mladinsko delo razložili našim članom, da bodo lahko oni to potem tudi znotraj društev širili, da se bo to znanje še bolj prenašalo na podeželje in da bodo res potem mladi opolnomočeni za prepoznavanje vseh teh priložnosti na podeželju, da se bo to lahko krepilo in razvijalo. In ja, upam, da nam čim bolj uspeva tudi tvoja pomoč, Anja. Hvala, Anja. Magister Štepec, vi ste delali ogromno projektov na ohranjanju kulturne dediščine na podeželju. Kako vi vidite, kakšne so priložnosti za mlade z vidika kulturne dediščine na podeželju? Ja, lepo pozdravljeni vsem skupaj. Pozdravljam vas v imenu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Fajn, da ste nas povabili zraven. Navadno imamo največ opravka, bi rekel, bolj starejšimi generacijami oziroma z njihovimi aktivnostmi na področju kulturne dediščine in seveda z najmlajšimi. To govorim bolj o osnovnošolski mladini. Nekaj manj izkušenj pa imamo, bi rekel, z mladimi. To se pravi, to generacijo, o kateri danes teče beseda. Zaradi tega iz tega vidika se mi zdi zelo dobro, da ste nas povabili. Seveda priložnosti za aktivno udeleževanje mladih na področju kulturne dediščine je veliko. Sam bi recimo izpostavil predvsem neko priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest. Kulturna dediščina je namreč ena pomembna ekonomska kategorija, ki ponuja mladim, bi rekel, neke priložnosti za izbiro poklica
ali pa za ustvarjanje dodatnega prihodka. V tem smislu, recimo, se mi zdi zelo pomembno to področje domače umetnostne obrti in rokodelstva. To področje ponuja vrsto različnih možnosti, pa ne samo v tem smislu, da se na nek način poskuša nekako vzdrževati ali pa ponavljati zgodovinski spomin. Ne govorim o tem, govorim o tem, da naj ta tradicionalna znanja naj bi ponujala predvsem kot navdih za nadgradnjo, za neko, bi rekel, sodobno izhodišče, sodobno ustvarjanje. To je pomembno predvsem zaradi tega, to področje domače in umetnostne obrti, ker danes sodobne tehnologije seveda omogočajo to, da ti proizvajaš svoj proizvod in ga tudi prodajaš praktično doma, iz svoje delavnice, v svoji pisarni. Skratka, to je, se mi zdi, prinesla sodobnost, ki seveda olajša tovrstno delo. Potem priložnost vidimo tudi v različnih poklicih, ki jih potrebujemo na področju varovanja, ohranjanja in obnove kulturne dediščine. Tukaj govorimo o čisto konkretnih poklicih, to so recimo tesar, zidar, slomokrovec, kamnosek in podobni. Skratka, to so poklici, ki jih danes nujno rabimo na področju dediščine, da bomo sploh lahko obnavljali dediščino. Ta znanja so nujna, brez teh znanj ne moramo obnavljati. In deficit tovrstnih poklicev je enormen. Skratka, mi trenutno za marsikatere tovrstne tradicionalne poklice nimamo kadrov, enostavno jih ni. Potem posebna priložnost za mlade je tudi pri vključevanju novih tehnologij in informacijsko-komunikacijskih tehnologij na področju raziskovanja, promocije in izobraževanja na področju kulturne dediščine. Tovrstne tehnologije so mlajšim generacijam enostavno bližje, praktično so jim položene že v zibko in seveda se lažje uporabljajo in jih tudi znajo uporabljati. In z tovrstno tehnologijo je seveda dojemanje dediščine lahko drugačno. Lahko je, bi rekel, bolj inovativno, zanimivejše za, bi rekel, mlajši krog uporabnikov dediščine. Seveda vidim priložnost tudi v tem, kar je bilo že tudi rečeno, to se pravi na področju prostovoljstva in ljubiteljstva. Tukaj seveda fajn, slišal sem že iz ust naših sogovornikov, da so tole omenjali. Skratka, te aktivnosti mladih in mladinsko delo. Vsekakor je tukaj priložnost, je pa dejstvo, da bi rekel, da na terenu, vsaj tukaj, kjer sam delujem, to je predvsem jugovzhodna Slovenija, je tega manj začutiti. To se pravi, mladih je, bi rekel, relativno malo vključenih v tovrstna prizadevanja. Tukaj so bolj doma, ne vem, bi rekel, ti študentje tretje življenjske univerze, to se pravi starejši ljudje, ki so upokojeni, oni se bolj tukaj najdejo. Mlajši pa žal ne. Zdaj, vprašanje, kje so ti razlogi, bi bilo zelo zanimivo jih izvedeti. Jaz jih povezujem z vprašanji, o katerih bojo tudi potem bila izpostavljena, to se pravi glede tega praznjenja podeželskega prostora, potem iskanje zaposlitvenih možnosti in tako naprej. Skratka, mladih na teh bolj obrobnih predelih Slovenije je relativno malo in verjetno tudi zaradi tega je manj vključevanja tega. In pa še ena stvar je, ki se mi zdi pa pomembna in jo je izpostavila že gospodična Anja Mager, in sicer iskanje teh kompetenc za vsakdanje življenje. Se pravi, ko se mlajši
zgodaj vključujejo v ta prizadevanja na področju kulturne dediščine, imajo seveda možnost, da pridobijo neke ključne kompetence. To imamo opravka z ljudmi, z obiskovalci, z različnimi starostnimi skupinami, z uporabo, bi rekel, različnih orodij. In tukaj pridobimo veliko izkušenj, ki nam pridejo prav potem tudi na drugih področjih. Takole mogoče za uvod. Hvala. Ja, izpostavili ste tudi ta vidik digitalizacije, zato dr. Nina Cvar, vi kot raziskovalka in razvijalka projektov na Univerzi v Ljubljani veliko delate na projektih digitalizacije skupnosti, ukvarjate se tudi s projektom pametnih vasi, pa me zanima, kako vi vidite digitalizacijo in kakšne priložnosti mladim na podeželju ponuja. Gospod magister Štepec je že omenil tudi ta digitalizacija kulturne dediščine. Kako vi vidite te stvari, glede na to, da se dnevno ukvarjate z vidikom digitalizacije? Najprej lep pozdrav vsem in seveda hvala za povabilo tudi v imenu Fakultete za elektrotehniko, natančneje laboratorija za telekomunikacije in multimedije, kjer tudi sama delujem. Zdaj, da bi v bistvu odgovorila na zastavljeno vprašanje, bi najprej izrisala zelo na kratko kontekst, zakaj torej samo podeželje v odnosu do digitalizacije. Zdaj, leta 2018 je na podeželskih območjih v Evropi živelo približno 29% prebivalstva. Leta 2019 pa je bil razkorak na področju digitalnih spretnosti, že prej ste sogovorniki omenjali pomen spretnosti, med torej prebivalkami in prebivalci mest in podeželskih območij v povprečju 14% točk. In če pogledamo natančneje Slovenijo, opazimo pomembno razliko med podeželskimi in mestnimi območji glede znanja digitalnih spretnosti, ki znaša več kot 10%, kar pa spet seveda kaže na pomembno strukturno vrzel, ki ne samo seveda postavlja v slabši položaj podeželska območja, predvsem podeželska območja tako imenovanih sivih lis, kjer so seveda težave z samo infrastrukturo, ki sploh nudi digitalizacijo, in seveda tudi na širši ravni samo Slovenijo. Seveda pa pomanjkanje ustreznih digitalnih veščin v nezavidljiv položaj postavlja, seveda predvsem v odnosu do socialne izključenosti in seveda revščine. Zdaj, eden od, bom rekla, pristopov so lahko tudi pametne vasi. Zakaj gre torej pri pametnih vaseh? Po besedah Evropske komisije gre za skupnosti na podeželju, ki razvijajo pametne rešitve za spopadanje z izzivi v svojem lokalnem okolju. Ključen aspekt pametnih vasi pa je predvsem ta, da se gradi na lokalnih prednostih, možnostih za vključevanje v proces tega razvoja, ki pa je usmerjen predvsem trajnostno. Kako se te pristopi razvijajo? Razvijajo se predvsem na podlagi participatornih pristopov, torej od spodaj navzgor, kar smo lahko že tudi danes večkrat slišali. Predvsem pa so te strategije, ki za izboljšanje ekonomskih, socialnih in okoljskih pogojev uporabljajo oziroma se naslanjajo predvsem na inovacije in torej rešitve, ki jih ponujajo digitalne tehnologije. Zdaj, čisto konkretno, to pomeni, da digitalizacija ne sme biti razumljena, in tako jo tudi mi razumemo v naših laboratorijih, kot stroga tehnologija, ampak gre seveda za neke kompleksne družbene in kulturne elemente le-te, kar pomeni, da je k njej potrebno pristopati horizontalno. Konkretno to tudi pomeni, poleg tega, da se zagotavlja infrastruktura, da se dela tudi na ozaveščanju, kaj lahko digitalizacija kot tehnologija torej ponudi danim območjem. Zdaj, katera so v bistvu tudi ta področja pametnih vasi? Zdaj, projekt pametnih vasi je identificiral 6 razsežnosti tako imenovanega pametnega razvoja. To je seveda pametna mobilnost, pametno upravljanje, pametno gospodarstvo,
pametno okolje in pametno življenje in pametni ljudje. Torej, predvsem ta aspekt, pametni ljudje, pametno življenje nekako je postavljen v samo osišče razumevanja tovrstnih načinov iskanja rešitev številnih izzivov v danih območjih. Zdaj, konkretno, kaj to pomeni za mlade? Kot smo tudi danes večkrat slišali, seveda zaradi pomanjkanja priložnosti in vrste drugih tudi infrastrukturnih problemov, ta območje seveda pesti beg možganov. Po drugi strani pa lahko tovrsten pristop sprosti potencial lokalnih dejavnikov in s tem seveda poveča privlačnost regij za življenje in delo tukaj. Zelo pomembno je tudi to, kar je bilo tudi že izpostavljeno, da se torej dela na digitalnih spretnostih, torej da se res v središče postavi ljudi, s tem pa seveda tudi povezuje odločevalce tako na lokalnih, nacionalnih in konec koncev tudi internacionalnih nivojih, kajti pametne vasi so seveda ena izmed ključnih, bom rekla, tudi pristopov na ravni Evropske unije. Tako da s tem bi zaključila s to zadnjo mislijo, kar se tiče pač tega sklopa, v nadaljevanju pa še nekaj o torej kulturni dediščini in digitalizaciji čisto konkretno. Hvala, dr. Cvar. Anja, ti si v dnevnem stiku z mladimi s podeželja, pa tudi z mladimi kmeti. Kje ti vidiš priložnosti za mlade z vidika kulturne dediščine? Imaš izkušnje, da je mladim ta kulturna dediščina bolj v breme ali neka priložnost? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Sem morala kar samo konkretno razmisliti, kako bi zdaj to na lep način predstavljal, ker definitivno kulturna dediščina je zagotovo priložnost, ampak je zelo, zelo odvisno, kje je zdaj na podeželju ta kulturna dediščina umeščena. Zdaj, če na primer, govorimo zdaj o neki kapelici, ki je sredi dveh njiv, to mogoče kmetom ne predstavlja neke priložnosti, ampak prej oviro, ker bo s tem oteženo njegovo kmetovanje. Tudi recimo, če na neki taki lokaciji, da posledično zaradi tega kmet ne more graditi nekega hleva, potem to ni ravno priložnost in jo vidijo bolj kot breme. Ampak drug vidik, če pa je ta kulturna dediščina na neki drugi lokaciji, ali pa če govorimo o nekem rokodelstvu, tako kot je bilo prej izpostavljeno, pa je to res odlična priložnost za razvoj turizma in za neko dodano vrednost kmetijstva na samem podeželju in posledično tudi razvoj celotnega podeželja. Seveda je pa tudi je tu še več faktorjev, tudi moramo vedeti, koliko zdaj to lokalno okolje podpira dejansko kulturno dediščino. So neka investicijska sredstva, ki se lahko kmetje poslužujejo, da tudi znotraj kmetijskega sektorja to nadgrajujejo in izpopolnjujejo. Ali tisto lokalno okolje ni tako zelo usmerjeno in podpira kulturno dediščino in reči kakšne druge dejavnosti. Teda zagotovo je tu več faktorjev, se mi pa zdi, da to mogoče lahko zelo lepo povežemo s tem, kar sem že prej omenjala, te kompetence, znanje, razvoj, koliko si ti sam opolnomočen za to, da opaziš priložnosti in koliko znaš te priložnosti potem izkoristiti, toliko boš potem tudi videl priložnost v kulturni dediščini, drugače ne. Tako da mogoče tako, kot gospa Nina lepo povedala, pametne vasi, pametni ljudje, več je pametnih priložnosti, zagotovo pa je tu več faktorjev. Teda bi s to mislijo zaključila tudi svoj odgovor. Hvala, Anja. Zdaj, tekom tudi tega pogovora pa tudi vemo, da je za ohranjanje neke kulturne dediščine zelo pomembno medgeneracijsko sodelovanje. Magister Štefec, ste že omenjal, da so večinoma starejši tisti, ki se nekako zanimajo za kulturno dediščino. Me zanima, kje vi vidite to povezovanje med generacijami in pa tudi, ali so tukaj priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, tudi z tega vidika gradnja med različnimi generacijami. Ja, zdaj je tako, ta izraz medgeneracijsko sodelovanje, tega zasledimo zdaj v zadnjem obdobju ogromno. Zdaj, malo je moteče zaradi tega, ker to se mi zdi, da na nek način
ustvarjamo okrog tega neko blazno famo. Dejstvo je pa, da se je stik ali pa pretok prenosa vedenja, znanja iz starejše na mlajše generacije enostavno prekinil. Zdaj ga je treba to na nek način nazaj vzpostaviti, zdaj kako, na kakšen način, je pa seveda bistveno vprašanje. V preteklosti seveda so bile neki socialni dogodki, vsakdanje življenje, ki je omogočalo neposreden stik starejših, mlajših. Pri vsakdanjem delu so se te stvari prenašale, tako da je bilo to praktično zagotovljeno na ravni vsakdanjosti. Seveda, sodoben način življenja je prinesel določene nove stvari, med drugim tudi to, da teh stikov pač zdaj ni oziroma je manj. Družimo se ob, bi rekel, čisto drugih priložnostih, ne nujno ob vsakdanjih delih in tako naprej. In ta prekinitev ali pa slab pretok znanja in vedenja na mlajše se čuti na vsakem koraku. Dejstvo je, da starejši imajo ogromno izkušenj, imajo neke določene kompetence, ki seveda bi lahko ob druženju z mlajšimi to na nek način prenašale. Kako? Seveda takole, s temi medgeneracijskimi centri, ki smo jim priča v zadnjem obdobju, so seveda lahko ena od priložnosti. Vendar pa je vprašanje, če jih vsi razumemo na enak način. Jaz tle večkrat vidim bolj tako neka priložnost za lokalno skupnost, za župana, da pač z evropskimi sredstvi na hitro obnovi ali pa prenovi nek javni objekt, ki je že dlje časa propadal. In to se dejansko zgodi, potem pa vsebine pa ne. To se pravi, imamo težave s temi vsebinami, ali pa vsebine trajajo mogoče 5 let, dokler je financiranje, potem se stvar ustavi. Skratka, mi moramo nekako se malo bolj resno tega lotevati, biti malo tudi samokritični. Evropski projekti ne bojo vsega rešili. Če pa že pristopamo k to, pa dajmo biti previdni. Dajmo jih vzeti, ja, ampak v tistih 5 letih res naštudirati, kako bomo trajnostno upravljali z njimi. Izpostavil sem že, skratka, vsebina je ključna. To se pravi, če imamo že neke tovrstne centre, je treba poskrbeti za to vsebino, za nek sistem sofinanciranja, ki bo seveda na nek način omogočal dolgotrajnejšo rabo in seveda omogočal priložnosti za te stike. Na eni strani starejša generacija rabi stik z sodobnejšimi tehnologijami, mlajša pa seveda rabi izkušnje, znanje, ne da odkrivamo neko toplo vodo, ko je že vse bilo, bi rekel, že v preteklosti marsikaj jasno. Okrog tega trajnostnega razvoja, okrog katerega se kar naprej pogovarjamo, vse to tradicionalne kulture, vse to poznajo, to imajo vgrajeno v sistem. Mislim, če je zdaj trajnostni razvoj to, da bomo dali 20 centimetrov toplotne izolacije v stiropor okrog bajte, sorry, ne vem, če je to, ne. Verjetno bo treba iskati neke druge še rešitve. Magister Štepec, mislim, da imamo nekaj težav s povezavo. Da izobraževalni sistem, samo moment, bom jaz še naredil eno drugo. Je mogoče zdaj kaj boljš? Ni, ampak se vam zahvaljujemo za vse, kar ste že povedali. Pa predlagam, da se... Mogoče, če me še enkrat ni nič. Vmes vas slišimo, potem pa ponovno izginete. Halo? Ok. A se mogoče zdaj slišimo? Zdaj se slišimo, ampak vidi se pa ne, ker imate očitno zamrznjeno kamero.
Vam mogoče na tej Aha. točki zahvalim za vaš odgovor. Pripeljali ste nas tudi na eno zanimivo področje, in to je področje razpisov. Z nami je danes tudi gospa Marjeta Jerič iz Ministrstva za kmetijstvo. Moje vprašanje bi bilo, kje lahko mladi dobijo zagonska sredstva za tovrstne projekte na podeželju? Vemo, da smo zdaj v nekem prehodnem obdobju, torej imate kakšne informacije o tem, kakšni projekti so bili odobreni v prejšnjem programskem obdobju in kaj načrtujete za naslednje programsko obdobje? Lep pozdrav z moje strani, se slišimo? Se slišimo. Ja, najlepša hvala za povabilo. Absolutno zelo koristna in zanimiva debata. Mislim, da sem se prav z vsakim od vas, kar je bilo povedano, zelo strinjala. Od tega, da je Slovenija vsekakor podeželska in periferna, kar tudi mi ugotavljamo v okviru analiz, ki jih pripravljamo za pripravo strateškega načrta, to je operativni program za prihodnje programsko obdobje. Tukaj smo opravili različne analize in območje Idrije vsekakor je po naših kriterijah podeželsko območje. Potem, kaj je bilo še povedano, da ne smemo biti kot Slovenija tako skromni in da se moramo pokazati z realiziranimi projekti, ki jih imamo, tako na področju digitalizacije kot obnova vasi, spodbude za mlade in tako naprej. Mislim, da je bilo realiziranih že kar nekaj projektov, ki jih imamo tudi za pokazati, in mi kot ministrstvo imamo v tej moči, da te projekte zberemo in jih pokažemo naprej potem Evropski komisiji oziroma direktno DG Agri. Potem bi povedala, da je v pripravi tudi dolgoročna vizija razvoja podeželja, ki jo pripravlja Evropska komisija kar s 3 evropskimi direktorati oziroma resorji, tako da smo v pričakovanju, objavljena naj bi bila konec junija, in v okviru priprav je bilo zelo poudarjeno ta razkorak med potrebe po zmanjšanju med urbanim in ruralnim, potem potreba po digitalizaciji, po tem transportu, se pravi aktivnostih, ki jih potrebuje podeželje, da se približa pokazalnikih stanju, ki so v mestih. Potem tudi z gospo Nino Cvar se zelo strinjam glede digitalizacije na podeželju, da je potrebna. Pametne vasi se sliši kot nekaj novega v slovenskem prostoru, vendar ugotavljamo, da je že kar nekaj tudi teh projektov realiziranih z raznimi digitalnimi storitvami, razne digitalne storitve, mobilne aplikacije in tako dalje. Tudi na območju Idrije, kjer deluje lokalna akcijska skupina Las s ciljem, je bil pred kratkim zaključni dogodek digitalne rešitve za jutri, ki je zelo praktično pripeljal digitalne storitve do starostnikov, do različnih ciljnih skupin na podeželje z izobraževanji, z mobilno učilnico in izobrazil, mislim, da v glavnem sicer starostnike, ampak stvar je zanimiva tudi za mlade, da se v prihodnje nadaljuje s takim projektom. Strinjam se tudi z magistrom Štepcem, da vsekakor vsi te realizirani projekti so lepi, ob zaključku morajo biti pa trajnostni, tako da si želimo, da bi se tudi z vsebino nadaljevale vse te podpore v infrastrukturo, v vaške in medgeneracijske centre. Da se posredotočim na direktno vprašanje, ki ste mi ga zastavili glede kulturne dediščine, bi pa povedala, da v preteklem programskem obdobju sta bila v okviru programa razvoja podeželja 2 konkretna ukrepa, in sicer ukrep 3.2.3 ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja in ukrep 3.2.2 obnova in razvoj vasi, preko katerega se je financirala kulturna in etnološka dediščina na podeželju, muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav, stalnih zbirk, ekomuzeji, podpore v nepremično kulturno dediščino na podeželju, v
spomenike, tematske poti in tako dalje. Izvedenih je bilo okoli 150 projektov v višini 8,3 milijona evrov. Preko ukrepa 322 pa se je izvedlo 257 projektov v višini okoli 33,6 milijonov evrov za obnovo stavb, urejanje hrvaških jeder in tako naprej. V tem programskem obdobju žal ni konkretnega ukrepa za podporo kulturne dediščine, se pa kljub temu kulturno dediščino podpira v okviru obstoječih ukrepov programa razvoja podeželja, in sicer preko dodatnih točk pri nekaterih naložbenih ukrepov, pa tudi preko ukrepa LEADER. Analiza je pokazala, da se je preko odobrenih projektov ukrepa LEADER podprlo okoli 16% vseh projektov, ki se nanašajo na kulturno dediščino. Gre za obnovo raznih kulturnih znamenitosti, objektov, mlinov, prireditev povezanih z dediščino. Omenjeno je bilo danes že lončarstvo in te umetnostne obrti, teh projektov je bilo tudi že kar nekaj. Tudi na območju vašega območja lokalne akcijske skupine je bilo odobrenih po naših analizah 5 projektov, ki podpirajo dediščino vašega lokalnega območja. Po nazivih so ti projekti Franja nas povezuje, Identi, Odkrimo žgalnice, kulturna dediščina kot poslovna priložnost, prenove idrskih rudarskih hiš. Tako da nekaj teh izvedenih projektov je bilo tudi na vašem območju. Upam, da so prepoznani in da bodo tudi živeli naprej. Sedaj se programsko obdobje podaljšuje za 2 nadaljnji leti, imenujemo tako imenovano tranzicijsko obdobje. Tako da se bo program podaljšal, na ta račun bo tudi nekaj dodatnih sredstev in vas ob tej priložnosti vabim, da spremljate spletno stran programa razvoja podeželja, kjer bojo ti razpisi objavljeni in tukaj bojo priložnosti tako za mlade kot za nekmetijske dejavnosti na podeželju, za ukrep LEADER in nekaj drugih. Kaj pa se pripravlja za naprej? Intenzivno pripravljamo strateški načrt za prihodnje programsko obdobje, kjer smo opravili kar nekaj analiz tudi z področja kulturne dediščine. Tukaj je še posebni poudarek v okviru specifičnega cilja 8, spodbujanje zaposlovanja, rast, socialna vključenost in lokalnega razvoja na podeželju. V okviru analiz smo ugotovili, da vsekakor na podeželju je pomembna tudi ta društvena dejavnost, ki povezuje ljudi, da so potrebne podpore za vitalno podeželje, da bi ljudje, še posebej mladi, ostajali na podeželju. Kulturna dediščina se bo vsekakor še naprej podpirala v okviru ukrepa LEADER. V prihodnje bo potrebno oblikovati ponovno strategijo lokalnega razvoja, tako da ste vabljeni, da na vašem območju, da se vključite v pripravo, ko bojo takšni pozivi. Potem pa bi omenila še osnutek intervencije razvoj vasi po konceptu pametnih vasi, pri čemer bo poudarek na vključevanju pametnih rešitev na manjših projektih v javnem interesu. Tukaj je treba poudariti, da sredstva so vsekakor zelo omejena, potreb je veliko in v kakšnem obsegu točno bo podprta kulturna dediščina, je odvisno tudi od nadaljnjih medresorskih usklajevanj, tudi z drugimi skladi, torej kaj bo naš resor pokrival in kaj drugi resorji. Tako, najlepša hvala, gospa Jarič. Prišli smo do našega planiranega časa. Jaz se resnično opravičujem tudi dr. Kozini, dr. Car in pa gospe Korenjak, ker smo imeli še planirana vprašanja, ampak čas je, da to razpravo zaključimo. Še enkrat se vam zahvaljujem za vašo udeležbo in sem prepričana, da bomo s to razpravo še nadaljevali, predvsem ker je to res ena izjemna priložnost, da sedaj, ko veliko mladih išče neke svoje priložnosti, da mladi lahko najdejo svoje priložnosti tudi na področju kulturne dediščine in na podeželju. Tako da še enkrat hvala, hvala tudi IB20 za povabilo in Drejc, predam ti besedo. Ja, hvala Anja in sogovorniki za odličen panelno razpravo.
Sedaj zaključujemo prvi del naše razprave, ki smo jo tudi prenašali preko Facebooka. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste nas spremljali prek Facebooka in seveda tudi udeleženci Hackatona. Upam, da ste našli kakšno zanimivo inspiracijo za vaše delo na Hackatonu v prihodnjih dneh. Mi bomo sedaj pa preostale udeležence, ki ste na Zoomu, pa vas prosim, da ostanete, sledi 15-minutna pavza, potem pa bo sledila diskusija po skupinah. Hvala vsem za prvi del še enkrat in se vidimo v kratkem spet. Srečno!